Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo ponovno pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, v soboto 20. julija leta 2024, praznuje svoj 4. rojstni dan Kristjan. Dragi Kristjan, vse najboljše in najlepše ti želim. Pravljico presenečenja pa ti poklanjata sestrica Kalina in sestrič Teodor. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici televizijskih junakov Tačke na patrulji zaslavljenca Kristjana z naslovom Kužki rešijo nogometno tekmo. Županja Dobrota in Piščeleta sta na nogometnem igrišču Zaliva zabave. Županja Dobrota poskuša Piščeleto naučiti igrati nogomet. Ne gre ji ravno najbolje. Tako kužka ne bo nikoli dobra nogometašica, reče župan Hamtinger. Ampak bi se pa zelo dobro vklopila v tvojo klavrno ekipo Zaliva zabave. Klavrno? Zaliv zabave lahko kadarkoli premaga spodnjo meglo, odvrne županja Dobrota. Dogovorita se, da bosta priredila tekmo. Županja Dobrota na pomoč pokliče Rikija. Proti županu Hamtingerju bomo igrali nogomet. Danes, mu razloži. Toda zdi se mi, da je ekipa nekoliko nepripravljena, pa še gol je polomljen. Takoj pridemo, odgovori Riki. Ni pretežke naloge, ko kužki so tu. Riki pred kužko peda aktivira alarm in vse tačke na patrulji pokliče v opazovalnico. Ko kužki prispejo, se postrojijo v vrsto, pripravljeni na akcijo. Riki naroči Robiju, Rokiju in Bronu naj popravijo gol. Preostali kužki boste igrali, reče Riki. Z vašimi spretnostmi bo naša ekipa lahko zmagala. Na nogometnem igrišču Robi z žerjavom dvigne drogove gola nazaj na svoje mesto. Roki jih z izvijačem pričvrsti, Bron pa svojo mrežo zaključi popravilo. Odlično opravljeno, kužki! In Riki čestita. Kužki so pripravljeni na tekmo proti ekipi župana Hamtingerja. Dobro, kužki, potrudite se, kot se lahko le tačke na patrulji. Predvsem pa se zabavajte, reče Riki. Županja Dobrota zapiska v sodniško piščalko in tekma se prične. Sila poda žogo Robiju, ta pa jo poda Zumi. Mačja ekipa župana Hamtingerja se ne more kosati z briljantno ekipno igro kužkov. Zuma žogo poda nazaj Robiju. Robi svojo posebno raketno brco žogo usmeri proti golu in zadane. Gol! Se veseli županja Dobrota. Zdaj ima žogo Maršal. Tudi jaz bom poskusil z Robijevo raketno brco, si reče, tedaj pa pred njega skoči Mucka in se mu prične spakovati. Maršal se zmede, spotakne in brcne žogo naravnost mimo Rokija in v gol svoje ekipe. O ne, zavzdihne Maršal. Zdaj imajo žogo Mucke, ki se prebijajo proti golu. Nenadoma pa po celem igrišču omamno zadiši. Ali morda voham pico s klobaso? Vpraša Roki in glasno pogoltne slino. Župan Hamtinger z daljincem usmerja Mucko strofomobil, na katerem je pica. Rokija je pica tako zelo zamotila, da Mucke zadanejo še en gol.
Žal mi je, tačke, reče Roki. Nič hudega, odvrne Riki. Tačke na patrulji se nikoli ne dajo. Gremo proti golu. Toda župan Hamtinger ima v rokavu še nekaj podlih trikov, s katerimi namerava kužke spraviti iz tira. Za celo vrečo voluharjev strese v bližnjo luknjo na igrišče. Pa poglejmo, če jim bodo tačke na patrulji kos. Se zaheheta. Na igrišču si Robi in Sila podajata žogo. Uspešno se izogibata muckam in Robiju uspe brcniti žogo naravnost v gol. Juhu! Rezultat je 2-2, se veseli županja Dobrota. Medtem so se voluharji že zakopali pod zemljo. Tedaj pa se začnejo prikazovati vse posod po igrišču. Pok, pok, pok. Robi in Sila se podita za žogo, potem pa se spotakneta v luknje, ki so jih izkopali voluharji. Mucke se približujejo nasprotnikovemu golu. Roki že skoraj drži žogo, toda kar naenkrat iz luknje skoči voluhar in Roki se prekopicne na tla. Mucka brcne žogo v nezavarovan gol. Ko Robi ponovno zadane gol, dobi župan Hamtinger novo zahrbtno zamisel. Pomežikne eni izmed muck. Saj veš, kaj moraš storiti, ji zašepeta. Mucka plane na žogo in svojim vrtalnikom vanjo izvrta luknjo. Tale žoga je prazna, pravi župan Hamtinger in pomežikne. Na srečo imamo še eno žogo. Toda zdi se, kot da ima ta žoga lastno voljo. Cikcaka med kužki, se odbije in poleti čez celo igrišče ter prevrne ubogega Robija na tla. Župan Hamtinger se z daljincem, s katerim usmerja žogo, skriva za grmom. Tedaj pa ga strese tako močan električni šok, da iz rok spusti daljinca in ta se na tleh raztrešči. Žoga uide izpod nadzora in švigne v nebo, s sabo pa odnese eno izmed muck. Sila, uporabi svoja krila in odleti reši tisto mačko, naroči Riki. Maršal, preglej žogo z rentgenom in ugotovi, zakaj leti. Maršalova rentgenska slika razkrije, da je žoga elektronska. Maršal zagrabi mucko, žogo pa brcne v zaliv. Na igrišču je tekma še vedno izenačena. Ker Robi ne more nadaljevati z igro, Maršal pogumno vskoči namesto njega in še enkrat poskusi z Robijevo raketno brco. Tokrat zabije gol. Rešili ste čas daljiva zabave, vzklikne županja Dobrota. Ko v težavah si, le kužke pokliči, ji veselo odgovori Riki. Ja, samo poglejte jih. Pravo timsko delo. Bravo kužki, ter pa seveda Riki. Čestitke pa tudi županji Dobrota za organizacijo tekme. In tako je spet vse v najlepšem redu. Do naslednjič seveda. Kalina in Teodor, najlepša hvala za idejo o pravljičnem presenečenju za današnjega slavljenca Kristjana. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni zanimivi zgodbi junakov Tačke na patrulji z naslovom Kužki rešijo dinozaurova jajca. Prijeten pozdravček Kristjanu, Kalini in Teodorju, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, kužki. Ampak tale župan je pa res precej nagajil, ja?